Čeprav sile ne spadajo med osnovne fizikalne količine, so ena bolj pomembnih količin, s katero se bomo srečevali ves čas pri fiziki. Simbol za silo je velika črka F, forca. Iz te besede ven, velika črka F. Enota pa se označi z veliko črko N in se imenuje Newton. Sile so drugačne od količin, kot so dolžina, masa, čas. In sicer se od njih razlikujejo predvsem po tem, da je pri njih poleg dolžine, poleg velikosti, pomembna tudi smer. Zato sile rišemo z vektorji, usmerjenimi daljicami, kjer je pomembna dolžina in pomembna smer. V fiziki namreč ločimo skalarne in vektorske količine. Skalarne količine so tiste, pri katerih nam popolnoma zadošča, da izvemo, kolikšne so. Recimo, masa je 4 kilograme. Tukaj zagotovo ne rabimo vedeti, v katero smer deluje masa. Masa je 4 kilograme in konec. Prav tako dolžina, zvezek meri v dolžino 30 centimetrov, ali pa temperatura je 4 stopinje Celzija, čas je 6 sekund. Pri skalarnih količinah ni smeri, so samo vrednosti. Obstajajo pa tudi vektorske količine. Recimo, vektorska količina je hitrost. Če hočemo poudariti, da je to vektorska količina, naredimo gor eno tako puščico. Vektorska količina je hitrost. 10 metrov na sekundo. Tukaj je pomembna tudi smer. Če si pogledamo hitrost pri tem balonu, seveda nas zanima, balon se giblje s hitrostjo 10 metrov na sekundo. Vprašanje je kam? Dol ali mogoče gor? Prav tako pri letalu. Tudi sile so vektorska količina. Zato jih velikokrat označimo ne samo s črko F, ampak na njih narišemo še puščico. Kaj ta puščica pomeni? Vektor narišemo kot daljico in na koncu puščico. Vsak vektor. Tukaj naredimo puščico samo gor, zato da s puščico, ki jo bi naredili v drugo smer, ne bi počečkali količine. Vektorska količina. Če hočemo narediti lep vektor, seveda potrebujemo ravnilo. Označimo tudi puščico, pri tem pazimo, da ko puščico naredimo, da jo naredimo res tako iz začetka, da naredimo recimo tako vektor. To ne bi bilo prav. Puščico moramo res gledati, da se začne točno tam, kjer se daljica konča. Vsak vektor ima svojo začetno točko ali pa začetek in ima tudi svoj konec. Vektorji se med seboj razlikujejo tako po dolžini, lahko so krajši, daljši, kot po smeri. Vektor je torej več kot samo daljica. Ima svojo dolžino in svojo smer. Poglejmo si, kdaj sta dva vektorja enaka. Če želimo narediti enak vektor, moramo poskrbeti, da ima enako dolžino in enako smer. Ne samo enako smer, ampak tudi enako dolžino. Enaki vektorji so vektorji, ki so med seboj vzporedni. Če želim narediti enak vektor, potem naredim samo vzporednico. Recimo, da bi mogla narediti vektor, ki se začne v tej točki, potem bi enostavno ta vektor premaknila tako, da je njen začetek v tisti točki. Enaki vektorji so torej vektorji, ki so vzporedni prvotnemu vektorju.
Če pri vektorjih označimo njihovo začetno točko, recimo s točko A, in končno točko s točko B, potem rečemo, da je to vektor AB, vektor, ki se začne v A in konča v B. In če je potem recimo to vektor CD, vektor, ki se začne v C in konča v D, potem lahko zapišemo, da je vektor AB enak vektorju CD. Zelo pomemben je tudi pojem nasprotnega vektorja. Nasprotni vektor je vektor, ki je Zelo pomemben je tudi pojem nasprotnega vektorja. Nasprotni vektor je vektor, ki je po dolžini enak prvotnemu vektorju, vendar je obrnjen ravno v nasprotno smer. To sta zdaj dva nasprotna vektorja, enaka po dolžini, vzporedna, ampak nasprotno usmerjena. To je recimo vektor A, to je pa vektor minus A, zato ker je vse enako, samo smer je drugačna. Vektorje si lahko predstavljamo kot takšne posebne tirnice. To so tirnice, pri katerih je pomembna dolžina in smer, vlakci pa lahko recimo po njej potujejo samo od začetka proti koncu. Ko vektorje oziroma te tirnice premikamo, jih lahko premikamo samo vzporedno. Recimo, da imamo eno veliko več takšnih tirnic, sedaj jih postavimo tako, da se bo vlak peljal čim dlje po njih. Naj začne vlak svojo pot na začetku rumenega vektorja, nadaljuje po zelenem vektorju, potem gre na siv vektor, potem na modrega in še na koncu na temno modrega. Vlak je torej štartal tukajle, njen cilj pa je tukaj. Namesto vseh teh vektorjev, teh tirnic, ki si sledijo ena za drugo, bi lahko postavili eno samo, ki bi se začela na startu in šla direktno do cilja. Pravimo, da je to seštevek vseh teh vektorjev, ki smo jih imeli. Če poskusimo še eno, recimo, da imamo zdaj tirnice takšne vektorje, tudi te vektorje bomo postavili enega za drugim. Na koncu enega vektorja postavimo drugi vektor. Rečemo, da smo zeleni in rumeni vektor postavili v sosednjo lego. Potem lahko nadaljujemo z svetlo modrim vektorjem. Tudi ga postavimo v sosednjo lego. Potem postavimo še sivega in na koncu še temno modrega. Sedaj imamo cilj tukaj, start pa tukaj. Rezultat je od starta do cilja. Potem je rdeči vektor tudi rezultat oziroma rezultant. Rezultanta pomeni vsota vektorjev. Poglejmo si sedaj, kako izgleda seštevanje vektorjev po trikotniškem pravilu. Po trikotniškem pravilu lahko seštevamo vektorje takrat, ko imamo samo dva vektorja. Takrat, tako kot prej, postavimo vektorje v sosednjo lego, torej na konec enega vektorja postavimo naslednji vektor in dobimo vsoto. To je vektor, ki se začne na startu in konča na cilju. Tukaj smo imeli recimo vektor A, pa tukaj vektor B, to pa je rezultanta, vsota A plus B. Poglejmo še en primer. Če imamo prvi vektor in drugi vektor,
postavimo v sosednjo lego in potem poiščemo rezultanto od začetka do konca. Ker vidimo, da dobimo obliko trikotnika, se temu pravilu reče trikotniško pravilo za seštevanje vektorjev. Če imamo več vektorjev, ki so med seboj vzporednih, to pomeni, da imajo enako smer, samo različno dolžino. To bi pomenilo recimo takole. Kako seštejemo takšne vzporedne vektorje? Tako kot vedno, tudi te vektorje postavimo v sosednjo lego, se pravi na koncu enega postavimo začetek drugega. Vidimo, da si vektorji sledijo en za drugim, zato je njihova rezultanta kar vektor, ki gre od začetka do konca. In dejansko je dolg toliko, kot so dolgi prej posamezni vektorji. Lahko pa imamo tudi vektorja, ki sta vzporedna, ampak kažeta v različno smer. Tudi v tem primeru jih postavimo v sosednjo lego. In njun seštevek je vektor, ki se začne na štartu in konča na cilju. Lahko imamo pa že na začetku vektorja, ki imata skupno izhodišče. V tem primeru lahko poiščemo vsoto s pomočjo paralelograma. Pravimo temu paralelogramsko pravilo. Narišemo vzporednico k prvemu vektorju in potem bomo narisali še vzporednico k drugemu vektorju, ampak to tako, da gre ta vzporednica skozi konec vektorja. V tem primeru je to isto, kot če bi ta vektor iz tukaj premaknili tukaj gor. Vidimo, da smo s vzporednicami dobili njegovo dolžino in njegovo smer. Ali pa če bi ta drugi vektor premaknili sem. V tem primeru je vsota od tukaj do tukaj. To je seštevanje vektorjev po paralelogramskem pravilu. Sedaj pa si pogledamo še, kako lahko vektorje razstavimo. Kaj to pomeni? Recimo, da imamo dano vsoto vektorjev. To naj bo tale vektor. In iščemo dva vektorja, katerih vsota bo ta rdeči vektor. Recimo, lahko bi narisali en vektor takole in en vektor takole. Rdeči vektor je vsota zelenega in rumenega vektorja. Seveda to ni edina možnost. Lahko bi jaz postavila prvi vektor takole in potem drugi vektor takole. Ali pa bi postavila prvi vektor takole in drugi vektor takole. Kot vidimo, je možnosti, kako dobiti dve komponenti nekega vektorja, se pravi dva vektorja, ki jih seštejemo in je vsota prvotni vektor, zelo veliko. Možnosti bomo omejili, če postavimo smer, če določimo smer, v kateri mora biti prvotni vektor. Recimo, da rečemo, en vektor naj bo v tej smeri, drug vektor pa naj bo v tej smeri. Sedaj iščemo vektorje v teh smerih. Poglejmo, koliko možnosti imamo. Če bi šel prvi vektor v tej smeri, drugi vektor pa mora iti nujno v tej smeri, potem že vidimo, da možnosti ni več kaj dosti. Recimo takole, se to še ne bi šlo. Vidimo, da bi mogli rumeni vektor malo bolj naprej premakniti in zelenega nekoliko podaljšati. Takole podaljšamo in tudi rumenega moramo narediti malenkost večjega. Sedaj je možnost samo ena. Matematiki in fiziki seveda ne maramo tega podaljševanja do takrat, ko bo ravno toliko dolg, zato se bomo tudi tukaj pomagali s paralelogramom. Kaj bomo naredili? Naredili bomo vzporednice in jo bomo premaknili tako, da bo šla čez vrh, čez konec prvega vektorja.
Potem narišemo še vzporednico k drugi črti in tudi to črto premaknemo čez vrh. Tako. Na ta način sedaj točno dobimo, kako velike vektorje potrebujemo. Od tukaj do sem. In od tukaj do sem. In vsota teh dveh vektorjev je res naš vektor. Torej, rumeno plus zeleno je res rdeči vektor. In tako smo naš vektor razstavili v 12 smereh.